Še enkrat dober dan, spoštovane gospe in gospodje. Končujemo tretji, zdaj lahko že rečemo, tradicionalni sestanek 4 predsednikov Republike, Državnega zbora, Vlade in Državnega sveta. Ko smo se sešli prvič, leta 2014, je večina, tudi vključno z nami, pričakovala, da bo šlo bolj za tako predbožično protokolarno srečanje. Vendar so takrat razmere od nas zahtevale resen pogovor in tudi nekaj pomembnih resnih zaključkov. Enako je bilo leta 2015. Če smo se leta 2014 med vsemi ostalimi stvarmi dogovorili za to, da tokrat resno, dosledno, odprto, strpno, vključujoče, naredimo resne, stvarne in simbolne korake glede sprave, lahko danes ugotavljamo, da smo bili glede tega uspešni. Če smo leta 2015 na tem sestanku ugotavljali, da so se tako zaradi begunske krize, kot zaradi ponavljajočih se terorističnih napadov v Parizu in Bruslju varnostne razmere spremenile, smo sklenili nekaj dogovorov, ki so pomembni za to, da vendarle postopoma, ne v celoti, pa vendarle vidimo izboljšave v našem varnostnem sistemu. In do nekaterih stališč in sklepov smo se dokopali tudi letos z upanjem, da bodo enako koristni za delo in uspešnost naše države v prihodnjem letu in v prihodnosti. Prvič, Slovenija po letih surove gospodarske in socialne krize okreva. Glavni kazalci gospodarskih in socialnih razmer so spodbudni. Politično stabilnost je potrebno izkoristiti in v tem smislu smo se vsi izrekli za podporo vladnim nameram za reforme ali nadgradnje ali spremembe, ki so potrebne za to, da bi Slovenija dodatno okrepila svojo gospodarsko in socialno moč in bi jo tako naredile za bolj odporno, če bi se proti naši volji v prihodnje znova zaostrile gospodarske ali socialne razmere v mednarodnem okolju. Drugič, Slovenija je varna država, pri čemer vedno, ko govorimo o varnosti,
ne velja spregledati, tako kot pri vseh drugih pojmih, njene relativnosti. Dejstvo je, da ni neposredno ogrožena. In dejstvo je, da se razmere v mednarodnem okolju v zadnjih letih poslabšujejo, oziroma mogoče je bolje rečeno, da postajajo manj predvidljive. Zato ostaja ena od prednostnih nalog Slovenije posodobitev celotnega varnostnega sistema, tako samostojno kot v okviru našega članstva v zvezi NATO. Tretjič, Slovenija si bo aktivno prizadevala za uspešen razvoj Evropske unije. V tem smislu bi želel priklicati v naš spomin sestanek iz začetka julija letošnjega leta, ko so se parlamentarne stranke sestale in uspešno dosegle skupno stališče glede ocene pomena Evropske unije za Slovenijo in dejstva, da si moramo prizadevati, da bi Slovenija ostala in okrepila vlogo v najbolj povezanem delu Evropske unije. Pri tem je potrebno ugotoviti, da je učinkovitost evropskih institucij v tem trenutku manjša od tiste, ki bi si jo želeli. To pa med drugim po moje pomeni, da se je treba v večji meri, kot je bilo to storjeno v 90-ih letih ali po prelomu tisočletja, bolj zanesti na lastne presoje, bolj uporabiti naše zgodovinske izkušnje, našo lastno pamet in prevzeti za nekatere odločitve tudi lastno odgovornost. Hočem reči, ne moremo se v celoti zanesti, da bo nekatere odločitve pomembne za naš razvoj sprejemal nekdo v Bruslju. Če in kolikor to ne bo storjeno, moramo to odgovornost prevzeti mi. Četrtič, glede na obstoječe domače in mednarodne razmere ocenjujemo, da je potrebno storiti vse za okrepitev političnih institucij v državi oziroma okrepiti zaupanje ljudi v njihovo delovanje. Smo v položaju, ko je, kot rečeno, predvidljivost nadaljnjega razvoja v evropski in mednarodni skupnosti zmanjšana, zato je potrebno okrepiti v naši državi zaupanje, da bomo, kolikor bo to potrebno, pri pomembnih odločitvah za prihodnost naše države in družbe, sposobni rešiti te izzive mirno, demokratično in v prid naših nacionalnih interesov. Petič. Glede krepitve institucij pravne in politične države, zlasti v tej zvezi, bo prihodnje leto pomembno, ker bomo na predlog predsednika republike v Državnem zboru odločali o 4 ustavnih sodnikih, skoraj o polovici ustavnega sodišča. In ker bomo na predlog vlade v Državnem zboru odločali o novem predsedniku Vrhovnega sodišča in novem državnem generalnem tožilcu. Hočem reči, da se vsi danes na sestanku strinjamo, da je potrebno naša ravnanja za to, da bi bil ta proces razviden, da bi bil demokratičen, da bi bil razumljiv in nazadnje, da bi bil uspešen v prid avtoritete političnih institucij in institucij pravne države voditi z maksimalno odgovornostjo. Šestič. Mogoče je pričakovati, da bo prihodnje leto arbitražno sodišče izreklo sodbo o določitvi meje med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo. Naše mnenje je, da je zelo pomembno, da se mi kot država pripravimo na to okoliščino. Vsi predsedniki izražamo upanje, da bo to vse skupaj, kar se utegne okrog tega zgoditi, vsaj dolgoročno, utrdilo dobro sosedstvo in prijateljske odnose s sosednjo Hrvaško. Menimo, da bi tak razvoj dogodkov tudi zelo pozitivno vplival na cel položaj v regiji, na zaupanje v pomen mednarodnih pogodb, v krepitev miru, varnosti in stabilnosti v tej občutljivi regiji. Sedmič, ne glede na te in mnoge druge izzive, probleme in priložnostmi,
s katerimi se bomo kot država in družba soočili, bo odločilno, koliko bomo Slovenci, državljanke in državljani, pripravljeni iskreno krepiti med nami vse tisto, kar nas bo povezovalo na eni strani in na drugi strani tudi strpno živeti z razlikami. Če in kolikor bo Slovenija vključujoča družba in prav za vsakega je mesto v naši državi in v naši domovini, toliko bomo lahko vse te težke stvari in priložnosti, ki so pred nami, izkoristili v naš prid. Če temu ne bi bilo tako, bo to zelo težko ali pa nemogoče storiti. In na koncu. Glede prihodnosti, predsedniki, izražamo utemeljen optimizem. V okoliščinah, ki sem jih opisal, pa bo ta optimizem toliko bolj utemeljen, opravičen, kolikor bolj bomo mi štirje, institucije, ki jih vodimo, delovale učinkovito in odgovorno. Tega se zavedamo, tako se bomo potrudili in upamo, da bomo lahko upravičeno kasneje ocenjevali, da je bil ta naš optimizem utemeljen. Vabil bom po vrsti predsednika Državnega zbora, vlade in Državnega sveta, da dajo svoje videnje tega sestanka. Vkolikor bo kakšno vprašanje, bom kot sklicatelj tega sestanka poskušal nanj hitro odgovoriti, vkolikor boste razumeli, da je to tak sestanek posebne vrste in ne boste postavili vprašanj, bomo to tudi razumeli, ampak ne bi pa rad, da bi se razšli z vašimi občutki, da nismo želeli odgovarjati na vprašanja. Kolikor je pač to v naravi takega sestanka. Predsednik Državnega zbora, prosim. Najlepša hvala. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Tudi sam sem, podobno kot je že bilo povedano, prepričan, da živimo sicer v nepredvidljivem mednarodnem okolju, kjer pa razvoj države, družbe in gospodarstva poteka v pravo smer. In ta prava smer še naprej zahteva sodelovanje, vključenost vseh, tudi mednarodno zavezo vključuje boja proti revščini, neke samooskrbe in končno potrebujemo seveda optimizem v tej družbi, da lahko še prepričljiveje gradimo na tistem, kar smo že dosegli v prihodnje. Kar se tiče naše prihodnosti, mislim, da mora Republika Slovenija prispevati svoj konstruktivni delež k nadaljnjemu razvoju Evropske unije, pri čemer je znotraj Evropske unije poseben poudarek na temeljnih vrednotah Evropske unije in tudi na temeljnih vrednotah tako imenovanih očetov Evropske unije. To niso samo 4 svoboščine, to so tudi človekove pravice, demokracija in celo tisto, kar se včasih pri nas pozablja, antifašizem. Sicer Slovenija v mednarodnih odnosih mora zlasti graditi in njen položaj zahteva, da gradi dobre odnose z vsemi, še zlasti izpostavljam par držav, ki so pomembne, Hrvaška, Turčija, Ruska federacija, Združene države Amerike, vse to so tiste države, katerim se mora Slovenija prav posebej posvetiti, ob seveda siceršnjemu razvijanju dobrososedskih odnosov, ves ta razvoj pa utemeljiti na spoštovanju mednarodnega prava in na mirnem reševanju sporov. Tako v mednarodnem okolju kot v doma sem prepričan, da moramo ostati zvesti sami sebi. Zvestoba samemu sebi pomeni predvsem zvestoba lastni ustavi in svojim mednarodnim pravnim in mednarodno pogodbenim obvezam. To ustavo poudarjam tudi zaradi tega, ker sem res ponosen, da smo jo sprejeli pred 25 leti in ker je to nek dokument, ki je bil utemeljen na konsenzu in še naprej upam, da bo takšen konsenz znala vedno znova, kadar bomo pred težkimi preizkušnjami, zbuditi v nas. Končno sem tudi sam prepričan, da mora politika delati na zaupanju, čeprav je to daleč najtežje. Namreč, po mojem mnenju, je temelj delovanja pravne države tako samoomejevanje kot medsebojno spoštovanje vseh treh vej oblasti
in mislim, da je skozi to in skozi takšen proces do tega zaupanja v politične institucije, ki so nujno potrebne, pravzaprav možno priti. Hvala tudi v mojem imenu. Lep pozdrav tudi z moje strani. Pridružujem se mnenju ostalih predsednikov, da seveda imamo ta hip v Sloveniji razloge za optimizem. Slovenija je na pravi poti, smo odgovorna članica Evropske unije, pa vendar to ne pomeni, da se lahko pustimo uspavati, kajti vsak naslednji mesec šteje, vsak mesec, vsako leto bomo morali narediti dodatne spremembe v našem sistemu, da bomo učvrstili ta razvoj in ljudem v Sloveniji za prihodnje omogočili nek trajnostni razvoj, neko moderno družbo, družbo, ki bo del Evropske unije in hkrati zagotavljala kakovostno življenje svojih državljanov. Pred nami so številni pomembni izzivi, eden od takšnih je zagotovo izziv na področju temeljitega spreminjanja zdravstvenega sistema, s tem se bomo v vladi še posebej intenzivno ukvarjali, seveda pa nobeno področje ne sme biti zanemarjeno, od infrastrukture do kulture, od znanosti, šolstva do gospodarstva, sociale in tako naprej. Namreč čisto vsako področje šteje, vsak človek, vsaka skupina, vsako področje je del celotne Slovenije in naprej gremo lahko uspešno samo skupaj, ne pa tako, da na koga pozabimo. Osebno sem še kako prepričan v to, da mora Slovenija ob tem, ko gradi sebe, prispevati tudi k izgradnji solidarne, demokratične, razvojno naravnane Evropske unije. Namreč Slovenija ima svoj temeljni interes v tem, da je članica, odgovorna članica Evropske unije, kot je dejal že predsednik republike, tiste njene jedrne skupine, ki zastopa ključne temeljne demokratične vrednote, na katerih je Unija izgrajena. In kot veste, smo še posebej se strani naše vlade zelo intenzivno udeleženi na ravni ministrov, tudi predsednika vlade, v delu evropskih institucij, kjer nenehno, bi rekel, tudi podajamo lastne predloge, zahteve, iniciative in smo pri tem zelo pogosto uspešni, tako da Slovenija ni nek pasivni opazovalec ali pa sledilec neke politike Evropske unije ali celo drugih držav, pač pa nasprotno zelo aktiven soakter, dejavnik v teh spremembah, kar smo tudi v zadnjih 2 letih dokazali z konkretnimi pobudami, kot je denimo tista za zaprtje balkanske poti za iregularne, torej nezakonite migracije. Pomembno se mi zdi tudi, da seveda Slovenija postane še veliko bolj pravna država, tako kot to narekuje naša ustava. Zato je potrebno nadaljevati boj proti korupciji in seveda boj proti vsemu tistemu, kar slabi, šibi pravni sistem. Zato je zelo pomembno, da vlada preko zakonodaje in drugih mehanizmov, kolikor seveda lahko in sme, spodbuja kakovostno delovanje državnega tožilstva, sodstva in vseh tistih pravnih institucij, ki so končno najbolj odgovorne za to, da se pravičnost in pravna država uveljavljata v družbi in tudi pri konkretnih ljudeh. Z tega vidika se zavedam, da bo izjemno odgovorno dejanje imenovanje kar 4 ustavnih sodnikov, predsednika Vrhovnega sodišča in generalnega državnega tožilca. To je velik izziv pred vlado, predvsem tudi pred parlamentom in verjamem, da bomo tudi temu izzivu kos in za nadaljnja leta vzpostavili sistem, ki bo delujoč in učinkovit. Glede vprašanja arbitraže, torej arbitražnega spora med Slovenijo in sosednjo Hrvaško glede mejnih vprašanj, tudi sam pričakujem, da bo odločitev sprejeta prihodnje leto in vlada se na to odločitev, na, bi rekel, njeno implementacijo in ostalo pripravlja in bo pripravljena. Mislim pa, da je zelo pomembno, da smo tudi danes pokazali in dokazali vsi 4 predsedniki, da se znamo usesti skupaj, da znamo sodelovati, da znamo najti skupni jezik in nek pogled,
ki lahko naše državljane prepriča v to, da smo na pravi poti, da pa moramo pri tem držati skupaj, sodelovati, kot sem rekel, tako na najvišji ravni, kot tudi na drugih ravneh, kajti samo tako bo Slovenija resnično lahko uspešna še bolj tudi v prihodnje. Hvala lepa. Lep pozdrav seveda tudi v mojem imenu. Težko bi rekel, da se ne strinjam oziroma lahko rečem, da se povsem strinjam z vsemi mnenji, ki so jih podali moji predhodniki oziroma predsedniki. In predvsem, kar bi želel še posebej dodati k temu je, da smo, če vzamemo leto 2014, ko smo se prvič dobili, je ta naš pogovor bil na nek način spostavljen v nekem pogovarjanju, dajanju mnenj, razmišljanju. Tokrat, po teh tretjem tradicionalnem srečanju, pa lahko rečem, da je bil to zelo konstruktiven pogovor, polno zaupanja drug do drugega, izmenjavanje komunikacij, mnenj in mislim, da je to dobra popotnica za komuniciranje tako v državi kot v mednarodnem prostoru. Namreč treba se pogovarjati, probleme dati v bistvu na mizo in o njih diskutirati. Sam osebno seveda bi želel povedati tudi to, da sem sam optimističen glede našega življenja, naše perspektive, ki jo imamo pred sabo. Kljub vsem seveda stvarem, ki nas pestijo, pa vendarle naše gospodarstvo je bolj stabilno, je bolj pripravljeno na neke določene nevarnosti, ki nas čakajo, kot recimo v letu 2008 in seveda tega, da je treba dati pravo okolje gospodarstvu in vsem ostalim je dobro. Pomembno je tudi, da imamo socialni dialog, da poskušamo razumeti tiste z najnižjimi osebnimi dohodki, da se poskušamo približati k temu in mislim, da je to pohvale vredno in da so to tudi seveda, da so to se tudi te dobre stvari dokazale v zadnjih pogovorih. Sam osebno bi še dodal, da pri reformah, ki so pred nami, so potrebne, pa vendarle, tako kot je bilo danes tudi na tem sestanku rečeno, reforme morda niso prava beseda. Pomembno je, da se o spremembah pogovarjamo, pomembno, da to delamo korak za korakom, pomembno, da je to nekak način evolucije in ne revolucije. Revolucija seveda dostikrat naredi več problemov in verjamem, da v to smer tudi stvari peljejo. Lahko smo ponosni na to, pred nami so veliki izzivi v naslednjem letu in verjamem, da bomo jih se tudi resno in zavestno lotili. Morda bi samo še dodal k temu, da sem tudi sam v tem smislu predlagal določene razvojne v bistvu vidike reforme lokalne samouprave. Tukaj mislim, da je potrebno tudi nekaj postoriti, kajti spremembe črpanja evropskih sredstev v letu 2014 in 2020 so seveda za lokalno samoupravo težje in preveč je, bi rekel, teh mehkih vsebin, medtem ko za črpanja finančnih sredstev za leto 2020-2027 bo za lokalno samoupravo v bistvu skoraj onemogočeno. Zato se mi zdi to pomembno, da se tega lotimo postopoma, počasi, premišljeno v dogovoru z seveda predstavniki lokalnih interesov in pa seveda tudi zato, da bomo lažje v določenih stvareh napredovali v črpanju finančnih sredstev. Toliko iz moje strani, verjamem, da bomo seveda uspeli te spremembe nadaljevati tudi v prihodnje in se veselim naslednjega srečanja. Hvala lepa v mojem imenu. Ali je kakšno vprašanje v okviru formata? Prosim. Suzana Klemenpop, gospod predsednik, na kratko, danes ste govorili tako o reformah, strinjali ste se, da so pomembne, da je treba iti naprej in pa tudi seveda o varnosti. Zanima me, kako ste vi kot predsednik republike in vrhovni poveljnik zadovoljni z reformami te vlade, s hitrostjo reform te vlade in pa seveda z posodobitvijo varnostnega sistema, o katerem ste tudi danes govorili in že večkrat na to opozarjali. Ni dvoma, da je zasluga te vlade, da imamo drugo leto zapored politično stabilnost.
pri čemer sem vedno odkrito dejal, tako kot je šlo za mojo ali druge vlade, tako gre tudi za to, da politična stabilnost, ki je dragocena sama po sebi, pa ni sama sebi namen, omogoča, da vlada lahko uspešneje, kot v pogojih nestabilnosti, izpelje nekatere zahtevne projekte, sprememb, cel svet se spreminja in tudi mi z njim, kar omogoča, da bi to stabilnost, ki je zdaj pospremljena tudi z ugodnimi socialnimi in gospodarskimi kazalci, naredili za trajnejšo. In verjetno ne bo za nikogar presenečen, če spomnim, kar sem dejal na državni proslavi oktobra leta 2014, da je največja nevarnost, ki preti slovenski politiki, ta, da bi bila prehitro zadovoljna s premalo, da bi bila prehitro zadovoljna z rezultati, ki bi bili sicer spodbudni, vendar so pa premalo trajni, da bi dolgoročno zagotavljali večjo robustnost naše, ne samo ekonomije, ampak tudi države kot celote, če bi se znašli znova v položaju, ko bi bili priče nekim novim finančnim ali gospodarskim problemom. Ampak, kot je bilo rečeno, smo na pravi poti. V politiki ni dovolj dostikrat samo znanje, brez njega ne gre. Ni dovolj samo potrebna podpora, brez nje ne gre. Ampak je dostikrat potreben tudi pogum, zato da se nekatere stvari odločijo s tveganjem, da ne bodo vedno naletele na odobravanje, vendar v prepričanju, da so potrebne. Mislim, da je vlada ob podpori, ki jo ima tudi na tem srečanju, zdaj v položaju, ko lahko sredi mandata mirno in preudarno, pa tudi pogumno sprejme nekaj takih odločitev, ki bodo dolgoročno pomembne za našo stabilnost. Še kakšno vprašanje? Ne? Še vi, gospa? Prosim. Nina Marzikar, RTV, omenili ste prihodnje leto za 4 ustavne sodnike. Nekako je bilo pričakovano, da že letos bodo prva posvetovanja. Kako kaže s tem? Bo prišlo do tega? Težka naloga vas čaka? Jaz sem imel nekaj krogov posvetovanj, ko je šlo za imenovanje 2 ustavnih sodnikov v letošnjem letu. Obe imenovanji sta bili uspešni. Tudi sicer naj se zahvalim na tej tiskovni konferenci vladi, zlasti pa predsedniku Državnega zbora in vsem poslankam in poslancem za uspešno sodelovanje v preteklih letih. V mojem mandatu sem, mislim, da predlagal 20 nominacij in samo ena v Državnem zboru ni bila sprejeta. Zdaj, ali si lahko privoščim naivnost, da bo enako lahko šlo pri 4 ustavnih sodnikih? Ne. Toda ali si lahko privoščim upanje, da bo šlo lažje, če se bomo vsi potrudili, glede na te izkušnje? Da. Z predsednikoma vlade in Državnega zbora smo tudi danes govorili o ritmu tega postopka. Vem, da bo potrebno več posvetovanj. Sprejel pa sem njun nasvet, pa tudi nasvet, ki sem ga dobil potem, ko je generalna sekretarka urada opravila posvetovanja z vsemi vodji poslanskih skupin v tem tednu, da bi bilo koristno, če začnemo z formalnimi posvetovanji v začetku prihodnjega leta. Takoj v začetku prihodnjega leta. Ne bomo pa ta teden in naslednji povsem izpustili kot priložnost za posvetovanja, ta bodo neformalne narave. Formalna posvetovanja se začnejo takoj v začetku prihodnjega leta. Še kakšno vprašanje? Ne? Hvala.